Fantasy. Radio Fantasy. Nipke izven okvirja. Bodite skozi original Halo Folk, ne, to je bil omenjeni Nipičev Fante, drugače pa... Ti si danes Mark Zebra, ne? Nipičev. Tukaj imamo pa enega Bajsija. Ja, Luka Basi, dobro jutro. Čau, A veš, jaz dober sem dan, jaz dober full dan. cajta, mislim, da si pač Luka Bajsi. Upa, da nam nikoli. A ni na Koroškem Bajsat? Ja, to tudi, ajde. Bajsat je pleskat, tako, bravo. Je, ne? Bajsat je pleskat. Bajsi pa vsi, ne vemo kaj, ne. Ja, vidva pa res, bravo. Mi dva smo na dieti. Jaz tudi. Manj žri? Ne, Smo na isti? zdrav je. A ja, Tigumek. ne. Ampak to sune, ko mi rata teke, ne, 7 do 10 dni, pol pa 4 mesece spet, ne. Pa spet 7 do 10 dni. Pa smo na isti. Klasika. Pa smo na Klasika, ne? isti. Klasika. Luka Basi, evo, zdaj čaka na špil, zdaj Halloween prihaja, Hala C, Celjskega sejma, Tako. 30. oktober in ti z Vitafelg na Mambo, ki Tako, si. to mislim, da bo res ena, ne sam strašna, ampak evo, neka nora noč. Ful imam rad te Halloween koncerte, nasploh vse te zadeve, kakor lahko kaj si, ne vem, kaj neki na sebe daš, neki si narišeš, ker sem ful vedno tak tip, ne vem zakaj, tudi že doma imamo zdaj buče pa vse te zadeve. Tako da jaz tudi za nedelo, če sem čisti iskren, še ne vem kaj je, ker sem človek, ko izdanc na jutrišče stvari, ampak se bom tudi neki... Ej, a imamo idejo drugače. Kaj? Na našem profilu, zdaj ne vem, je že ali bo kmal, a veš, ko greš na črko, Ja. abecede, Ja. pa ne vem, letnica rojstva ali pa ne vem, ime pa priimek, A kaj ne, kak moraš biti? a ti pogledam, kaj boš. O, Dio mi. A ti pogledam, kaj boš. Ajde, A si lahko zbira L ali B? Ne, oboje. Oboje. Bo sam, vidva se kar menta, jaz bom pa vmes googlala. No, ki ti google. Zdaj, Luka, ti si prvič dejansko v tem našem studiu in vedno začnem na začetku. Zakaj Luka Basi? Jaz sicer poznam zgodbo, vse vem, to so te neštetokrat vprašali. Ne, ampak... Čistek je bilo, da čist iskreno, če torej Matej Prikeržnik, Ja, ta to je moj tvoj, priimek, Kdo je to, a veš? Ta To je moj to. priimek ni izgovoril pravilno skoraj nobeno, čisto iskreno. Bil sem na faksu, sem bil vse drugo kot to, v srednji šoli vse drugo kot to, kolegi itak so poreč kar okrašal naredili, v priki, vse. Tako da res je bilo slabo, kak ne rečem slabo. Pol pa, ko smo se pač odločili za to zgodbo, takrat se je vse skupaj tako poklopilo, da jaz sem se vedno želel delati hrvaško glasbo, ne. V tistem cajtu tudi pol rej in si mi predstavljamo zdaj plakate, a ne. Plakati po Sloveniji, Matej Prikeržnik, to itak že na plakat ne gre, bi mogla biti že na črtica mesa, ne. Ja. Ko pa pride pol to, da bi na Hrvaškem, to je bilo pa le, neki bomo mogli spremeniti, ne. Jaz mi tako, ok, urejo, šita, ne, fakt, ne morem si, se opravičujem, ne morem zdaj si to, ampak pol spoznam, ok, ja, tudi Jasmin Stavros, to je umetniško ime, tudi ful je nekih umetniških imen, ko dansko sploh ne vemo za njih, ne, pa sem rekel, ok, urejo, dejmo. In jaz na Talentih takrat pel od Carsu Lutka in je nekako iz Lutke Luka, to je šlo tek, 1, 2, 3, ne. Pri priimku smo malo pazili to, da nisem se jezek kar netro nek družinski rod, da bi kar postal bratranc od nekoga tam na Hrvaškem, ne, tako da to smo, in tu sem se jaz pol malo maknil in mislim, da so mogoče po neki, a so gledali, to sem že malo pozabil, po neki knjigi kao stari izumrli te priimki, a ne, in glede na to, da so se prebal stajali, sem res ni dal neki ful študirati, ne, tako da, in nekako se je to povezal v Basi, to mislim, da nek star hrvaško-beneški nek priimk, in ko se je to tek nekako Luka Basi tek nekako spev, ne bilo to. Li to smo iskali nekaj spevnega, kratkega in za Slovenijo in za Hrvaško in evo me, voila. In evo, Luka Basi, brez J, je tu, oziroma pri nas bo Luka, B, A, v oklepaju J, Ja, veš, da ne. Ja, zdaj v osebni imaš pa tudi napisano, nisi več Matej, si črto, ker se ti je tepel, ne, ali kaj? Osebno imam Luka Basi Prikeržnik, torej družinski priimek sem obdržal. Fora bila v tem, da na začetku vedno, ne vem, smo prišli z bendom ob 3-4 v hotel, vsi so šli lahko spat, sam jaz ne. Zato, ker nikjer ni bilo napisano Matej Prikeržnika, ne. In res jutro ob 3 klicati pol organizatorje, pa menedžere, dajte to, lahko spremenite. Pol zraven vsakih pogodb, vse aneksi, itd. In s tem se rekel, dobro, zdaj meni je čisto vseeno, kam je na osebni piše, res, to je kos plastike, meni je važno, kakva si ti oseba, itd. Strah me je bilo sicer zaradi mame, a ne. No, to je bilo moje naslednje vprašanje. In če sem čisto iskren, je bilo tek strah, da sem dejansko SMS poslal, res ful dolg SMS-a, ne, da razmišljam o tem, kaj se je izdijo na tretjo. Ampak sem se ful lepo pogovoril in je bilo super, evo. Po mojem je tak, še zmeri te mama pokliče verjetno po imenu Matej. A te kliče Matej? Ja.
Sploh kadar je jezna. Ni tako, da bi se zmotil. Matej, soba pa spravi. Ne, pa ful zanimivo to. Torej, moja mama je verna oseba v to, ne? In mi dansko oši za 2-krat na leto za god. Za Mateja, pa še za Lukata. A to pomeni, da to 2-krat darile pol dobiš? Ne. To ne velja. God se bolj boš. God se bolj lož, ja. Ni Tek da važno. tek je pol se to se nekako združilo v to, jo. Fajn, le zdaj od 2015-2016, ko se ti je začela karijera, 2019 je bilo itak prelomno leto za tebe. Ja, takrat se mi da je bil res tak, ne vem, kako ne rečem, nek tak, ne vem, kako ne temu rečem, tako da bi se usedel na raketo, pa bi se odprl nekam gru išaje, res je bilo norno, res norno. Splitski festival. Splitski festivali, koncertov milijon, ta Album. Istrijan, ko je takrat začela res laufat, album, Čak, pa ime je bilo tudi takrat, a ne da? Tudi, Ja. tudi. Križanke prvič, res noro leto, no. Res noro leto. Okay, bom dal zdaj le kamion, že gor, če lahko. Štima. Okay, speak of fair, jaz dam Pol pa kamion, že zvemo, gor. kaj bo za Halloween oblečen. Ja, a jaz si že preveril. Veš, da sem. A, gremo Evo, zdaj. tole ene vrste, rečemo temu, himna kamionov. Na tanko 20 minut do 10 je Luka Basi, je z nama še enkrat. Dobro jutro, Luka. Dober dan. Dober Dober dan. dan. Mi nekako umetno do Ne, 10 govoriva. Dobro Sej jutro. vem, to so me že velikokrat popravili, da je do 10 uradno me da. A ja, ne bi imel Dobro jutranji program, imamo midva do Ampak me da 10. je res do 10. Ba je, Dobro ja. jutro, ne bi bilo. Ne bi bilo. Mislim, za mene je dobro jutro ob 4, ko je budilka, oziroma je sam jutro, ker ob 6 ponovadi že jem, a veš, tako da imam že malce. Okay. Kamionđa, ko smo ga zelo poslušali, to je zadnji singel, ki je tudi napoved novega drugega albuma. Res je, ja. Če sem čisto iskren, bi že skoraj mogel biti, ampak pri nas se velikokrat stvari malo zapletejo itd. Tako da jaz ga zdaj najavljam na začetek prihodnjega leta. Opa, prestavljeno. Malo predstavljamo, malo uro. Ne veš, kakšne ideje zbiramo, komadi so tudi že posneti, ampak rad imam, da je nekak album neka taka fajn celota zapeljana. Še sreča, da imaš kamionđa, himna kamionarjev, ker ima toliko materijala, da ga lahko peleš. To je res, ja. Dej povej, kaj bo zdaj Luka za Halloween. točno. Ja, na koncertu 30. Ne, Okej. v Hali C bo Luka imel na voljo 4 kostume, ker smo se pač odločili, da gremo kar na vse 4. No, daj, da Ajde, vidimo. čujemo. Pod B, se pravi Bajsi, bo lahko potetoviran duhovnik. O, kriza je. Okay. 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 Potem Luka je lahko črni samorok. Črni samorok. Pa sej, približen si že Okay. samo še enega. Sam en rok si dam. Ok, cool. Okay. Okay. Matej, Ja. Matej je lahko 8 glava kača. 8. Oh my god, po 8 mikrofonov tako imaš. A veš. In pol Okej. na P, ker še zdaj ne vem, kako se pišeš, ampak P, brezzobi vampir. Lej, Moram pa izbrati nekaj od tega. mislim pač to Lahko imaš, ideje zberem. to imaš pač 4 ideje. Mislim, sem ti itak dala, povedal, ne. tek ne bom, kaj bom, tako da morate dejansko priti prit na koncert, pa boste videli. No. No, torej potetoviran duhovnik ne bo, tako da ne se šparati za spoved. Potetoviran sem že nekaj malega. Ja, ampak a veš, treba puncam zdaj 1, 2, 3. 3 tatuje imaš. Rekel sem, da ne imel nikoli nobenega, pol sem rekel, da imel samo enega, pol sem si šel pred 2 mesecema dati enega, pa sem si testo popoldne dal kar 2, tako da zdaj pa več ne grem več. A veš, Ja, zdaj Luka Basi, evo, nov Joj, album bo. Kaj? Janko, ti boš pa zgorela sveča. to pa ni panike, malo ga z vosko polijeva, pa je to to. Kaj pa ti, še šuši? Pa Čak, itak zdaj sem pa že itak te zaprla, suši zdaj tudi pa ni. ni Dobro, je v več, redu. ni. Ja, zdaj, a si ti pogledala, šuši, malo Lukovo obuvala? Kakšne barve so? Rudeče. Ja, valjda. Pa Če ima vse katara tudi- rdečo. Pa štrample ima tudi rdeče, lej. Ti imaš kot ena taka ženska, pa ne v slabem pomenu, ampak z veliko omaro, v katerih Rdečih je stvari. večinoma rdeče vse. A zdaj vem, Ja. zakaj se je Janko rdeče danes oblekel, ker namreč jaz teh navodil ni smela. Nisem jaz tudi slučajno. Ne, jaz Se imam- ne da, se le. Pa Jaz imam priznaj, tudi no, rad priznaj. Ne, se ne. Ja, tudi ena taka zanimiva štorija za to rdečo barvo. No. Jaz torej prihajam iz Koroške in Koroška je bolj tak, jak ne rečem, mali plac, ravno na Koroški niso glih veliko mesto in takrat je vedno bilo nekako v mejah normale, ne, črno-belo, recimo. Ne. In jaz sem prišel na prvo sneman video spota z Joletom, nisem ja od jučer. In tam je bilo tako, da bi jaz prej tako se počutil, ne vem, Brad Pitt, ko prije Hollywood, ono, osebna stilistika, make-up in meni je bilo to, what, a ne, ok, cool, rejo. In ti se sem tam uset, ono, tretjo, dobiš ono srajco, hlače
in pod noge rdeče čevlje. Ne, sem rekel, jaz pa rdečih čevljev res ne morem gledati, ne se hecati, ne. Pa mi reče, ja, točno te boš grdal, ker smo tek skombinirali, da jih grda, ne. Jaz, lahko dam bele, ali pa če ne, rdeče. In nekako je, ne vem, od takrat naprej, ko sem nesneto rdeče čevlje ne vem, je nekako bil to nek tak začetek, neki dogajanja vsega tega, še zdaj jih imam doma. In od takrat naprej je pri meni ta rdeča barva postala nek tak, ne vem, zaščiten znak, kul se počutim in evo ga. Barva strasti in moči pravijo. Rdeče čevlje je stopil. Kaj so ti bili vsaj prav? Ja, so bili prav, ja. Dober. No. A vidiš, ne? So bili. Ne, sej tek, če je panika na spotih oblečem, mislim, da obujem tudi kakšne manjče, pa pol tek držiš. Čak, zdaj tehnica, a si ti tehnica nisi? Tehnica. No, ravno zato, ne, ker ne bom si dal tatuje, že ima dva, ne bom rdeči. Veš kaj, zdaj grem zmeriti, koliko ima dolgo stopalo? Ja, koliko imaš številko? 45. V centimetri. Ja, okej. Kaj je to, 27? 27, nekaj takega, ja. Luka Basi. Hej. 33. Dobro, to so te zimski. 33. Mogoče bo 48, pa smo bili pa všeč, Ti si klen na odru gor, od spodaj vse poje, najstnice, gospodične, predstavnice nežnejšega spola, taksi, neumajn. Kaj se pa zgodi, ko greš na letalo? Ne grem. Ne, v bistvu enkrat sem šel. To letalo, dejte, zakaj smo to sploh spravili ven? Letala me je tek strah, da takrat, ko sem dobil to presenečenje od moje, ko so me pelali z letalom za Rojsten dan je bilo to, ne? Rojsten dan, ja, je bilo ne vem, po moje ta pilot, sicer je na srečo itak naš kolega mislil, da sem res malo moten, ker ko smo se netr sedla, jaz nimo iz prve, zdaj mi pokaži, kje imaš rezervoar za gorivo, da si dimun števc, da vidim to. Jaz sem kot mali pogledal čist vse dele, ne samo enkrat, po moje, da 3krat ta Air Crash Investigation, ki je bil na Discovery. In jaz po moje, če mi zdaj rekel en let, jaz mogoče v tem zaradi česa, kje je dopadel. In to je posebno namen take posledice, da se še zdaj nisem spravil, na potniškega govorim. In dejansko je tudi moje kolege, tek strah, da zdaj, če bi šli na letalo, si noben od mojih kolegov ne upa gre zraven mene, ker jaz ne da, če šel, da gre na potniško letalo, jaz imam full velik feeling, da bo to padlo dol. In mogoče bolj pametno, da neki cajta še ne grem, a si upa, da je zraven. Ne? Vi kar pejte. Veš kaj, samo enkrat lahko dol padem. Jaz ne da, ko Res gor še ni noben ustal. Jaz ne da, ko bom šel, ker itak enkrat bom mogel iti, ker imam pa željo iti, no. Imam željo iti pa če potovat. že, da dol padeš z Luka Basijem. Ja. A veš, mislim, vedno potegnemo nekaj pozitivnega. Če lahko pol ugotovijo, da smo morali sploh blagera. To je pol tisti problem. Ja, točno. Ne, jaz sem že rekel, da če bom šel, bom lepo, ko bom prišel grneter v to kabino, bom prijazno rekel, da tisko pač hoče, lahko gre dol, ker mislim, da bo neki ful slabe. Pa daj, no. Vseeno. Ne, bom premagal tudi ta strah. Ja. No lej, šel si pa, 28. rojsten dan si praznoval tam gor. To je pa res, evo. Pa če čisto iskreno, bom noro doživeti. No. Ja, Noro in je fora, da imam zdaj te športna letala, so mi full cool, vse ostale recimo je bilo strah, ker to se je pa res skos, ne ima sta že bila, to se pa res skos miga, vse trese, vse, a ne. In jaz sem tudi prejšnjo idejo letos, sem rekel moje, če gremo, ne vem, v Španijo ali pa Portugalsko, ampak s tem športnim letalom. Športnim. In itak mislim, že sem skeglo v glavo, da ni šans, da tam kar ne gre. Tek da, lej, mi ne bo prestalo drugo, ko pa se ne bo ta veliko ptico vsest. Ali pa boš neko bešanco najdu, ne? Ti privat žete, ko so. Spet je Spet je Falcon. Te so tudi bili pri Air Crash Investigation. Ja, pustimo to. Te so tudi bili tam. Luka Basi, kot rečeno, 30. oktober, HLC, Halloween V, oziroma ti, tvoj band, pa Zvita Felgna in Mambo Kingsi. Yes. In zdaj pa glede na to, da si jo lepo ogrel kitaro, dej zašpili eno. No? Ajde, dej. Že vnaprej pošiljam v eter, da nisem kitarist, ampak sem rekel, lej, ti si zaželel, da imam kitaro. Jaz sem sitin bil, ja. Jaz grem pa preventivno raj ven. Ok, super, manj treme. Šibaš. Jaz šibam. No pa mi bomo pa z Lukom samo ostala tle. Tako da, pa se vidimo v soboto. Nedelo. Lahko prije že naprej, da boš v prvi vrsti. Dnevi so meni smotani. Ja, veš, se pravi, nedelja, 30, pivnica Celjanka oziroma ponedeljek pa itak fraj vsi, pa tork tudi, tako da imamo. Ja, tako da imamo sajt za ukrevati. Bote lahko zdrav mačka. Tako. Luka, evo, kjer bomo? Ma, to je to. Dobro došla mi se i svako večer, ulica u mraku, a ja mislim na tebe.
davno zaspao grad, baš imamo sreće da poljubit ću te ja, kao prvi put u 1:30. Mala, hajde da se noćas volimo, da se vidi, da se čuje, to je to. Ja bez tebe kao da ne postoji. Ovo naši su dani, dani noći od sna i naša godina. Luka Bassi! Zdaj sem si pa vdah. A še? Ne, ni šan. Ja, veš, zdaj hvala, ker si uresničil mojo željo, ker sem te šel prines kitaro, malo špila. Z veseljem. Luka Bassi, torej, evo, ste slišali v nedeljo, da ne boste zamešali, ne, ker imamo podaljšan vikend, ne, in zabava bo zagotovljena. Pa našemte se tudi, no? Ja, mislim, imejte se fajn od petka naprej, logično. Idete tudi na koncerte, ko so v petek, soboto, pol pridete še na našega v nedeljo, pa še v ponedeljek, torek pa počitek. To bo norišenca. Zdaj eno rubriko imam. Fantasijeve karte skrivnosti. Si upaš? Potegnijo. To je za konc našega druženja. Luka, smo tule karte, to so, piše gor zadaj, Radio Fantasy, eno boš potegnil, potem pa... Kaj ima na drugi strani čaka? Zdaj, prednjo boš k sebi obrnil, tule not pokašle v kamero. Tako da se bo videl, ker imamo tudi prenos live na FB. Potem pa prebereš in poskušaš odgovoriti, izvoliš. Dve boš vlekel, veš? Mislim, prvo je eno, pa še eno. Ne, te po koncu je, da je tako. Malo cajt se prebrati. Zdaj pa ti je. Če bi lahko poslušal samo eno pesem do konca svojega življenja, katera bi to bila? Res mora biti samo ena. Ja, ni to boleče. Kaj si poleg te muzike ti poslušal v otroštvu ali pa v odraščanju? Seglih to je, ful sem poslušal Elvisa pa Oliverja. Ful zanimivo, drugač. Taka zanimiva kombinacija. Kaj pa graš v to? Tudi, itak tudi, ampak tek, če bi šel bi bil tek Elvis, Oliver pa Graša, ne. Kjera Elvisova? Elviso Are You Lonesome Tonight? Elviso Are You Lonesome Tonight. Če bi mi pa dali to opcijo, bi pa od Olivera Dragoviča pa 2 puca numrajo. Ja. Koliko potegneš globino? Are you lonesome? Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Ta-da-da-da, we drifted apart. Globoka. Bravo. Evo še ena. Ja, še ena greva z tega konca, kak smo rekla, prav držim. Ja, prav držiš. Naslednji teden je konec sveta in ti lahko počneš karkoli. Kaj bi naredil najprej? Zdaj bi šel na letalo, ker je itak vseeno, a danes ali jutri ali pa čez en teden šel bi na letalo in šel bi, če smo že pregoli, šel bi v Graceland. Gledati ta cel Elvisov zadev teh dan. Če bi prež do tega debesno, ampak takrat bi pa šel zihar. Cool. Evo, vse v enem dnevu rešen. Tako. Ja, the best, evo, fajn. Konc je. Viš, vidim, ko je fajn, ne? Hitro čas leti. Ampak se še prijem, z veseljem še prijem. Tako, zdaj neki smo navrgli, tudi zaigrali, ampak večji del vsega pa kot rečeno, ne? Tako, nedeljo res, vsi vabljeni na Halloween. Koncert, nor koncert, karte so še, Mambo King z Vitafelna, tako da jaz mislim, da bo to res ena nora, strašna noč in to mislim, da bo žur od začetka pa do konca. Se strinjam. Luka Bassi, a damo še eno pesem? Dejmo. Dejmo, kjero imam, zdaj tukaj imam v Bielom, pol imam Ištrijanko, pol imam tudi navezo z Ivano. Kjera ti je? Pa gremo, en duet lepo z Ivano. Dejmo tole za konec. Ja, evo. Pa dejmo, za konec pesem danes. To je to, ne? Tako. Super. Luka, hvala in se vidimo. V nedeljo. Preleče, kaj mim, ne? Bom. Hvala ti. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.